Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijazno pozdravljeni iz studija VTV vaše televizije Velenje. Ob spremljanju današnje oddaje Pogledi svetniške skupine Naše Velenje na dogajanje v mestni občini Velenje. Z nami dva sogovornika, Jože Hribar, vodja svetniške skupine Naše Velenje v svetu mestne občine Velenje. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi. In Andrej Kmetič, prav tako član svetniške skupine Naše Velenje v svetu mestne občine Velenje. Pozdrav tudi vam. Lepo pozdravljeni. Mogoče najprej, zakaj ravno ime Naše Velenje? Ja, ker Velenje je naše. Od vseh občanov, levih, desnih, sredinskih, Slovencev, neslovencev, črnih, belih. Mesto je naše in zato je naše Velenje. Zelo lepo skrbite za promocijo, objavljate tudi različne fotografije, nagradna vprašanja. Tako je. Ja, sodelujemo na veliko z ljudmi, prisluhnemo njihovim težavam. V bistvu hočemo se približati ljudem na en drug način, ne kot politična stranka, ampak kot njihovi prijatelji. Prejšnji teden je v prostorih mestne občine Velenje potekala redna 21. seja sveta mestne občine Velenje. Kaj ste pravzaprav obravnavali svetniki in svetnice? Naj pove gospod. Razen teh predlogov, sklepov in vsega skupaj smo obravnavali za to daljinsko ogrevanje, kako bo to potekalo, kaj bo in seveda sprejemali proračun za leto 2022 in 2023. Tako da je bila kar pestra seja. Ja, to so bile dve, recimo, točke, ki so izstopale. Ja. Gre, recimo, pri ogrevanju, bodo težave. Ne? Glede na to, kar sem slišal, ne, bodo v našem mestu v prihodnjih letih težave, vkoliko se TEŠ 6 zaustavi, roko na srce, načrta nimajo. So predstavili, direktor Škarje je predstavil par možnih izhodov, ampak glede na to, kar sem slišal, to niso najbolj realni izhodi in niso najbolj poceni. Ne? Ker morate vedeti, v Celju je recimo cena ogrevanja cenejša že kot v Velenju. Ne? In slišali smo tudi podatek, da velenjska občina da na leto 500 000 evrov subvencije za ogrevanje. Če občina ne bi dala te subvencije, bi imeli dražje ogrevanje kot v Mariboru, kjer so včeraj odstavili direktorja komunale zaradi predragega ogrevanja. Torej, kako konkretno ocenjujete predstavljen projekt? Jaz osebno bom rekel, da nimajo neke vizije ta prave. Ne? Mogli biti kako se že po domače reče, na trdo, ne, naprej in zbrati neko najbolj optimalno rešitev za to, ampak kolikor sem včeraj slišal, nisem tega zasledil, da bi imeli skozi neke rešitve iščejo, ampak jih ni. Premog se mi zdi, da še do zdaj še najboljša varianta. To je torej zelena transformacija sistema daljinskega ogrevanja. Tako. Ja, gledajte, to ne gre, ne. Vse vemo. Zeleno je draže, biohrana je draže, vse, kar je zeleno, je draže. Ne? In pač po tem sistemu to ne bo šlo. Ljudje si pač dragega ogrevanja, še dražjega, ne morejo več privoščiti. Roko na srce, to bo treba se lotiti drugače, pa bolj na solidarnostni način do ljudi. Tako, ko so imeli na razpolago SRF, se pravi, to so tisti predelani odpadki, je mestna občina Velenje rekla ne, kar sem pa jaz rekel tedaj na seji, da bi bilo treba narediti referendum, naj se ljudje sami odločijo, a hočejo to ali nočejo to. Ampak občina Velenje je pač to nekako rekla, da ne, in tako da SRF-i odpadejo, ostane nam še potem biomasa, plin ali to blato. Tako, komunalno blato. In kje vidite vi prihodnost? Prihodnost se vidim še v premogu. Ja, poslušajte, v Nemčiji premogovniki nemoteno obratujejo, na Kitajskem, v Indiji, vse posod. Jaz ne vem, zakaj je taka težava, da mi imamo tu en premogovnik, pa v Sloveniji pa eno termoelektrarno, da je to treba takoj nujno zapirati. V Nemčiji pa deluje, ne vem, 200 elektrarn, brez težav. Če pa pogledamo še Kitajsko, je pa stanje tam še veliko hujše, je že pa elektrarn skoraj toliko prebivalcev.
tam pa na polno onesnažujejo in tu je zdaj globalna kriza, ne, zaradi ene elektrarne Šoštanj, mislim, da ne bi smelo biti take fame. No. Katere so bile še pomembnejše točke na tej seji sveta? Ja, proračun za naslednje leto in za leto 2023. Ne? No, v osnutku proračuna 2022 je predvidena tudi gradnja balvanskega centra. Kaj menite o tej investicije? Kje pravzaprav naj bi bila izvedena ta investicija? Ta investicija naj bi bila izvedena v bližini otroškega igrišča. Centralnega v mestu. Tako, centralnega v mestu, kar pa se osebno jaz ne strinjam, zaradi tega ne, ker tam je že tako ali tako natrpano, otroci so tam. Mislim, da bi, če bi že gradili ta balvanski center, da bi tako kot po besedah svetnika Jenkota bilo dobro zgraditi med šolo Anton Aškerc in šolo Gustav Šilih, ker je velik prostor in je res pač že neka športna zadeva tam, ne? Na otroško igrišče pa absolutno ne spada. Se mi pa zdi to malo tako privlečeno, zaradi tega, ker Janja Garnbret, hvala Bogu, da jo imamo, svetovna prvakinja, mislim, da je članica Velenjskega plezalnega kluba, in ravno zaradi tega, ker je zdaj ona svetovna prvakinja, so pač dali ta balvanski plezalni center, po moje je to, ne. No, Se pravi, vaše mnenje podpirate, ne podpirate? Jaz sam tega ne podpiram, ker jaz mislim, da če že mislijo vlagati v šport, stadion Velenjski je v razsulu, naj vložijo nekaj v ta stadion, ker je sramota, mislim, in za prvo in za drugo slovensko ligo, stadion imamo res največjo razvalino. No, Mestna občina Velenje ima v načrtu odkup zemljišča ob Velenjskem jezeru, kjer danes stoji avtokamp Jezero. Tako. Dolgoletna zgodba. Do tega nakupa ste bili kritični. Zakaj? Glejte, mi smo bili kritični do nakupa, ker mi smo mnenja, ne, da se občina ne sme vmešavati preveč v gospodarstvo. No, sedaj na tej seji, na prejšnji seji so izsilili pač z dvigom večine v mestnem svetu, da se ta avtokamp kupi za 650 000 evrov. Ok, no, na tej seji zdaj smo pa zvedeli, da HSE tega kampa sploh ne prodaja, da kupujejo nekaj, kar ni na prodaj. Torej, kakšna je zgodba zdaj avtokampa Jezero? Ja, nekdo očitno si zelo, zelo želi ta kamp imeti, tako zelo, da gre z glavo čez zid, dobesedno. Ves čas pa poudarjate tudi, da je mesto treba razvijati, razvoj turizma. Ja, ampak ni turizem samo jezero pa par tistih metrov plaže. To ni turizem. Turizem je Velenjski grad, center mesta. V centru mesta ne dela nobena restauracija, v nedeljo je soboto popoldan, to je mrtvilo. V bistvu naj razvijajo center mesta, naj turiste preusmerijo. Imamo največji kip Josipa Broza Tita na svetu in na to so pozabili, ne? Pa so vsi neki levičari, v bistvu zdaj pa midva, ki smo bolj desno smerjena, moramo opozarjati, da na Titovem trgu stoji največji spomenik Josipa Broza Tita. Kar je vse za turiste zelo zanimivo, atraktivno, blizu so pa vse te destinacije, Šaleški grad, Velenjski grad, hotel Paka, vse je tam, ne? Ampak v soboto in nedeljo nimaš tam kaj početi, vse je zaprto. Ja. Kaj se bo zgodilo z avtokampom Jezero, recimo prihodnje leto, ko se bo začela spet nova turistična sezona? No, na to jaz niti ne bi upal kaj preveč odgovoriti. Imam pa neke predsodke o tem, da bo isto, kot je bilo letos in lansko leto. Imam tak občutek, zdaj upam, da se motim, upam, da se bo vse skupaj razvilo, da bo vse skupaj nekako šlo v tisto pravo smer, kot mora iti, ampak imam pa občutek bolj tak, mešan, slab. Jože, vi veliko hodite po svetu in vidite, kaj se dogaja. Ja. Kakšno je vaše mnenje glede tega avtokampa? Moje mnenje je v bistvu, da so se turizma v mestu lotili čist narobe. V našem mestu Velenju smo že imeli turistično jezero, bivšo Škalsko, so bili bungalovi, pa letni kino, pa je vse lepo laufalo, pa je šlo počasi. Navdušenje minalo, se je pozabilo. Potem
je bilo tu manjše jezero, v Velenjskem jezeru, ravno tako, uspešno, polno ljudi se je kopalo, to levo, desno. Je nekaj let to laufalo, ljudje se tega naveličajo, slaba ponudba tega in preusmerijo se drugam. In jaz mislim, da bo tudi s tem Velenjskim jezerom, ko bo občina nehala financirati, ker za to Velenjsko plažo gre ogromno denarja, ki ga ne dobimo nazaj. S tem denarjem, ki ga mi zmečemo na jezeru, bi lahko imeli boljše ceste, boljšo razsvetljavo, stanovanja za mlade, karkoli, pa da mečemo tam 200 000 evrov na leto za to, da hodijo turisti vse posod brez dostopnine, brez kakšnih stroškov se kopati. No, ravno v vaši svetniški skupini Naše Velenje poudarjate, da je potrebno v občini poskrbeti za stanovanja za mlade. Ste zadovoljni s temi postavkami v osnutkih proračunov za prihodnji 2 leti? Bom kar res odgovoril, nisem zadovoljen zaradi tega, ker včeraj smo na seji smo imeli pač tisti glavni del za mlade. Osnutek, ja. Osnutek 15 000 evrov bojo namenili za pomoč mladim, ki se v bistvu, ki kupujejo stanovanja in tako naprej. Recimo za brezdomce so pa namenili 350 000 evrov. In za brezdomce, ko ste jih ravno menili, primerjava lansko leto? Ja, lansko leto, mislim letošnje leto, ja. Je šlo za brezdomce 95 000 evrov, naslednje leto pa 350 000 evrov. Kljub temu, da je število brezdomcev isto, 10, ne? Zdaj jaz ne razumem, zakaj je trikratno povečanje teh sredstev. Ker mene nekaj druga boli, ne? Veliko ljudi hodi v Gorenje v službo, kamorkoli, ne samo v Gorenje, dobijo 700 do 800 evrov plače, s tem denarjem morajo plačevati položnice, elektriko, ogrevanje, hrano, parkirnine, karkoli. Ljudje životarijo, v bistvu mestna oblast poroča, če delaš, nisi nič vreden. Da v bistvu pač za brezdomce bojo dali 3-krat več denarja. Po drugi strani je pa veliko družin, ko tega ne upa priznati, ampak nimajo za hrano. Zato, ker so položnice in vsi stroški rastejo v vse vemo kam. Kakšna je prihodnost potem mladih v Velenju? No, glede na to, da so jim samo 15 000 evrov namenili pa 5 stanovanj, kakor smo slišali v predhodnih sejah, bom rekel bolj klempava, bolj šepava. Glejte, sej občinska oblast se trudi. Ampak to so napačne poteze. Jaz verjamem, da to oni delajo z mislijo, da bodo to naredili super. Ampak vedno jim ne uspe. Niso oni dobili zato, ker so zdaj na oblasti so pamet tega sveta. Niso. Pač neke rešitve so v redu, druge niso. Pač tu z mladino hočejo, da ostanejo, služb ni, stanovanj ni. V bistvu nima tu mladi kaj početi. Jaz poznam veliko ljudi, mladih, so se preselili na Norveško, Švedsko, v Avstrijo. Tu ni službe, ni stanovanj, pri starših pa ne more več živeti. Seveda problem je standard. Standard vedno raste in plače pa skoraj da ne grejo nikamor. Poleg tega se bo še pa zdaj v tem času spet dvignil komunalni prispevek in vse te zadeve, tako da bolj težko je. Mislim, da bi mogli proračun bolj usmeriti v mlade, kot pa v izgradnjo nekih balvanskih dvoran in tega. Kako sicer ocenjujete osnutek proračuna za prihodnje leto? Vemo, da bo prihodnje leto tudi volilno leto. Ja, proračun je roko na srce, zastavljen populistično. Deljenje bombončkov, sam župan je pa rekel, da tudi sami ne vejo, odkot bojo vzeli denar za vse te projekte. V bistvu je to večinoma obljube, za katere sami vejo, da jih ne bojo nikoli izpolnili. Jaz bom pa čisto tako rekel, preveč projektov, preveč denarja, pa premalo časa. Še zaključna misel, veseli december. Super. Ljudem želimo konec korone, zdravja, naj bojo veseli, praznujte, dajte maske dol, mene tudi tole moti, znorel bom, ampak potrpeti je treba, nobenemu ni lahko, še težje bo, nažalost, ampak drugo leto so volitve, tu smo pa mi, naše Velenje. Jaz bom pa rekel, vsem želim srečno zdravo in seveda negativni na korono, pa pozitivni v srcu.
Lepa hvala vama za gostovanje. Hvala tudi vam. Gledalke in gledalci, hvala pa tudi vam za spremljanje današnje oddaje Pogledi svetniške skupine Naše Velenje na dogajanju v Mestni občini Velenje. Lepo se imejte in srečno.